Demenca je bolezen, ki predstavlja neizmerno breme v sleherni družbi, tudi v slovenski. Pri tem sta pomembna zgodnje odkrivanje in pravilna diagnostika, celovito ukrepanje, pomembna pa je tudi ozaveščenost vsakogar med nami, da zna prve najpomembnejše znake te bolezni pravočasno prepoznati, kaj ne? Tako, ozaveščanje in zmanjševanje stigme je glavno priporočilo Svetovne Alzheimer organizacije, ki je že pred 10 leti proglasila september za svetovni mesec te bolezni, z namenom, da v tem času opozorimo družbo s čim več različnimi dogodki, ki so zdaj seveda prilagojeni COVID-u, da opozorimo na te bolnike in na ta način tudi prispevamo k temu, da se za to področje začne bolj sistemsko in bolje organizirati. Tema letošnjega septembra je diagnoza. Zakaj diagnoza? Zato, ker 3/4 oseb, ki kaže znake demence, nima diagnoze, niti v Sloveniji, niti drugje. Zato je pomembno, da vsi prepoznavamo prve znake, ki so v začetku te bolezni res težko prepoznajo, ker demenca je tiha epidemija, ker se v začetku ne opazi in zato je treba res biti pozoren na prve znake. Letos smo s Pošto Slovenija šli v skupno akcijo oziroma kampanjo, pripravili letak, na katerem so prvi znaki demence, kako se z njimi sporazumevati in komunicirati oziroma kako z njimi živeti. Pri tej bolezni so te informacije zelo, zelo dobrodošle in velika podpora družini. In seveda na letaku so tudi vse kontaktne telefonske številke in to, kar lahko dobijo družinski člani po diagnozi. Diagnoza je zato tako pomembna, da dobi oseba primerno zdravstveno oskrbo in svojci informacije in pomoč, da vedo, kako se pripraviti na to bolezen. Zato že mi leta in leta organiziramo tudi izobraževanja za svojce, ki jih je začel že pred letom 2000 dr. Aleš Kogoj, ki je tudi ustanovitelj Spominčice. Kateri pa so glavni poudarki poročila ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni? Nenazadnje na vsebino tega poročila zagotovo vpliva tudi čas, v katerem živimo, pandemija, ki nas spremlja že poldrugo leto in nam spreminja življenje, in seveda tudi sindemija, kajti posledice zdajšnjega dogajanja bodo odmevale na različnih ravneh, prav pri vseh obolenjih, kaj ne? Ja, v času COVID-a se je stanje seveda tako bolnikov z demenco kot svojcev še poslabšalo, ker niso znali sprejeti novih pravil in seveda osamljenost in izolacija je še dodala svoje. Drugače pa se zdaj vedno bolj tudi stroka ugotavlja, da seveda, da se poveča rizični faktor za obolelost za demenco po COVID-u. Tako da moramo biti še toliko bolj previdni in pozorni. Bi omenila, da je Alzheimer evropska organizacija tudi dala že pred pol leta ali še več priporočilo, da se cepijo vsi, ki so zboleli za demenco in tudi njihovi svojci.